Ful bom hiter, ker nimamo časa. Cerklje, vojaško letališče, čez 10-15 minut se bo resnična želja Jureta Gregorčiča, ki je že cel življenje sanja, da bi, tako kot je Tom Cruise bil v Top Gunu, prvi del, veš, ki je vozil svojega Kawasakija, pa je F-14 vzletel v neposredni bližini. Jure je rekel, takrat sanjam, da bi se pelil na enem dobrem motorju in da bi me nekaj preletelo, da bi doživel nek podoben prizor. In danes se bo ta življenjska želja uresničila v sklopu objekta, ki ga pa vsi občudujemo zaradi stvari, ki se tukaj dogajajo. No, ampak to pokažemo pa pol. Veš, prav posebno čaroben občutek je, kad dan začneš s pogledom čez novo vzletno pristajalno stezo letalske baze Cerklje ob Krki. Po nočni nevihti, ki je z besom nakopičene energije in strelami šivala nebo, pa z dežjem prala ploščad, no takrat pride tisto posebno zračno čisto jutro. In jutro ritem nastal meteorolog. Njegove besede pa to niso samo napoved, to so uverturna podatkovna osnova za čisto vsak vzlet, vsak premik, pa tudi vsako odločitev. In letalski tehniki so tisti mojstri svojega poklica, ki še pred sončnim vzhodom na tleh postavijo temelj vsakega vzleta. V resnici imajo fantje moč letala v svojih rokah dobesedno. Oni so tisti, ki stroj naredijo popoln. Daj povej, a je čarobno to letalstvo ali ni? Ja, super je. Vsak dan nekaj novega, avioni grejo, pridejo, skozi se nekaj dogaja. A lahko pilot živi brez letalskega tehnika? Težko. Ja, nič. Pejmo jih vam pospremiti. Tudi zato bi jaz bil letalski tehnik v vojski. Vrke dol. No, pa še tu bi vam rad povedal. Če te zanima letalstvo, pa bi bil tehnik pri takmule Pilatusu, še med tehniki lahko zberaš. Lahko si električar, lahko si mehanik ali pa orožar. A ni to kul? Pridi, Jože! Ej, to je bilo pa hiter. Dobro je izgledano. Ja, nisem se zavrtel. Koliko metrov pa je tole? Mislim, da je 8. 8? Jaz sem ful impresiven letalje. To mi je super. Ne? Top Gun sem hotel iti kar kombinazono gledati, ko mi je tukaj všeč. In vsem nam je na trenažnem izvozu gasilskega panterja zelo hitro postal jasen, kaj pomeni, če delo temelji na znanju, predanosti, pa tudi pripadnosti. Jaz imam eno prošnjo. Lahko jaz en dron dol dan. A bote probo? Malo naprej še. Delaj. Prenizko greš, daj ga. Čak. Bom. Podno greš. Še malo naprej. Slovenija!
Če ste se sprašvali, kakšne barve je korozin, tako zdrava barva špricarja, ne? Ne, mora biti čisto čist. Čist. Aha. Pa grem stav do tacga auspuha tudi, če niste videli. Cisterna s kerozinom mora imeti na izpušnem sistemu tudi lovilc isker. Vse veš zakaj, ne? Se ne moreš verjeti, od jutra smo že tukaj in ko misliš, da si videl že vse, ko malo v glavi razporediš, aha, slovenska vojska, letalske sile, pomeni to pilote, pa gorivaše, pa gasilce, pa tiste, ki skrbijo za pisto in pol naletiš na stroj za mojim hrbtom. Gre za metlo, katere kompozicija je dolga 12 metrov, poganjajo pa, pazi to, Volvo stroj s 1000 konji. Boris, ti voziš enega največjih, pa tudi enega najbolj agresivnih letaliških strojev. Jaz večje metle v življenju nisem videl. Zakaj je to tako pomembno? Je pomembno predvsem glede letal, da je vzletna pristajalna steza čista, da ne pride do nesreč. Vse to ni samo fascinacija stroj. Vse to ni samo na nek način sanjski dan za Jureta, pa zame tudi. Vse to je lahko tudi uresničitev sanj za nekoga, ki išče priložnost, ki išče delo v kolektivu, ki išče delo znotraj disciplin, če lahko tako rečem, pa nekih zanimivih okolij, ki smo jih danes prikazali. Tukaj se lahko izobražuješ, svoje znanje nadgrajuješ in tukaj ste dobrodošli vsi tisti, ki želite priložnost. To se mi zdi pa pač najboljše od vsega. In potem, ko se vse to zgodi, imaš opravka tudi z letališko ploščadjo, s stroji, pa predvsem pod črto s krasnimi ljudmi. To je pa vredno največ, a ni?